Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Letošnja Radolška desetka je postregla s pomembno novostjo. V preteklih letih je proga iz središča Radovljice vodila v okolico in nazaj, tokrat pa so se tekači preizkusili v 10-kilometrskih krogih po samem središču mesta. Štartom tukaj pri Ekonomski gimnaziji Lipi samostojnosti, pa vse skozi staro mestno jedro do cerkvenega obzidja oziroma do cerkve in po okolici obzidja nazaj sem do Gorenjske banke in zopet do ekonomske šole. Prireditev je s krožno traso močno pridobila na atraktivnosti, tako samim okoljem in številnimi navijači, še bolj pa z razgibanostjo dogajanja na progi za vsakega posameznega tekmovalca. Predvsem smo se odločili iz večjih razlogov. Kot prvi razlog je, da bojo tekači dobili spodbudo vseh, ki se gibljajo v tem okolišu. Vemo, da se rekreacija povezuje z mnogo čem. Pa tudi za nas organizatorje, bom rekel, je logistično precej lažje pa manj zahtevno. Pred odraslimi tekači so se na krajših progah, dolgih od 500 do 1500 metrov, pomerili tudi otroci. V pričakovani junijski vročini, ki je bila v večernih urah že precej znosna, so za boljše počutje poskrbeli radovljiški gasilci, ki so tekače vsak krog osvežili s tušem iz gasilske cisterne. Pripravili smo žrebanje 10 res bogatih nagrad, poleg tega, kot sem rekel, vsi dobijo darilne vrečke, kar z zanimivimi nagradami in pa kot vedno tisti najhitrejši moški, ženska v absolutni kategoriji posebne nagrado enega izmed donatorjev današnje prireditve. Dolenc je pred dnevi postal prostovolje Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Skupaj z drugimi v centru si prizadeva, da bi za tek navdušil čim več otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Želimo nadgrajevati še z večjim številom domačih oziroma teh nastopajočih, potem vseh tistih njihovih staršev, zaposlenih, kot v drugi zadevi bi radi naredili še zaposlitev teh oseb, to jih bomo zaposlili oziroma dali možnost zaposlitve na naši kmetiji. To je eden izmed projektov. Kot največji projekt je pa cilj oziroma želja, da naredimo dobrodelni koncert in s tem omogočimo enemu izmed teh, ki so lani pretekli Ljubljanski maraton, udeležbo na enem izmed največjih 5 svetovnih maratonov, mi nekako računamo na njuorški maraton.